Živijo, Lucija tukaj in danes ti bom povedala vse, kar rabiš vedeti, da boš izbral ta prav lubrikant. Obstajajo 3 kategorije lubrikantov. Lubrikanti na vodni osnovi, lubrikanti na silikonski osnovi in oljni lubrikanti. Lubrikanti na vodni osnovi so najbolj prodajani in ful vsestransko uporabni. Lahko jih uporabljaš s kondomi in s čist vsemi seks igračkami, pa ne puščajo nobenih madežev na posteljnini. Slaba stran lubrikantov na vodni osnovi je pa ta, da se hitreje vpijejo v kožo in jih moraš zaradi tega večkrat namazati. Pa hitro se sperejo, kar je pa lahko plus ali pa minus. Odvisno od tega, kako gledaš na to. Če bi ga rad, na primer, uporabljal pod tušem, ti to ne bo všeč, ker se hitro spere. Ampak, ko ga pa hočeš dol sprati, ti bo pa ta lastnost zelo všeč. Skratka, lubrikant na vodni osnovi zelo priporočam. Ampak, če bi pa rad, da je lubrikant bolj odporen in še bolj gladek na otip, bolj rajš sprobi silikonskega. Silikonski lubrikanti se ne vpijejo v kožo in ponovno nanašanje skorajda ni potrebno. Kar je pa še boljš, je pa to, da so hipoalergeni. To pomeni, da ne povzročajo alergijskih reakcij oziroma da jih res povzročajo zelo malo. Pa silikonske lubrikante lahko uporabljaš s kondomi. Ampak ne smeš jih pa uporabljati s silikonskimi igračkami, ker silikon v lubrikantu reagira s silikonsko površino igračke in jo nič. Pa silikonski lubrikanti lahko puščajo madeže na posteljnini in drugih tkaninah. Drugače pa, nekaj, kar je lahko plus ali pa minus, je pa to, da se ne sperejo toliko hitro. Zaradi tega jih ne rabiš skozi smazati in kamot jih uporabljaš tudi pod tušem, sam potem, ko bi jih pa rad spral, pa rata to malo težji. Ampak, če uporabiš milo, pol nekako gre. Pod oljne lubrikante spadajo tudi olja, kot so kokosovo olje ali pa krisko. Krisko je v bistvu rastlinsko olje, ki se prodaja kot olje za peko, ampak najbolj znano je pa kot olje za fisting. Zaradi tega ga prodajamo tudi mi in dejansko je ful popularno. Največji plus olja je ta, da ponovno nanašanje praktično ni potrebno, ker zdrži zelo dolg časa. Je pa to lahko tudi slabo, ker olja dalj časa ostane v nožnici in če si bolj občutljiva, to lahko povzroči tudi kakšno vnetje. Ampak ni pa nujno. Eni ljudje, na primer, prisegajo na kokosovo olje in nikoli nimajo težav, ker je ful odvisno od človeka do človeka. Še ena slaba stran je pa, da olja puščajo madeže na tkaninah. In pa, olj ne smeš kombinirati s kondomi, ker olje poškoduje lateks, ki zato hitreje poči. Nekaj, kar ni nujno dobro ali pa slabo, je pa to, da je občutek, ki jih uporabljaš, masten. S tem ni nič narobe in enim je glih to všeč, enim pa pač ne. Za konec si pa poglejmo še, kaj je fora lubrikantov z okusom. Lubrikant z okusom se ponovadi uporablja pri oralnem seksu, ni pa priporočljivo, da ga uporabljaš za penetracijo. To so ponovadi lubrikanti na vodni osnovi, ki vsebujejo sladila in umetne arome in lahko dražijo nožnico. Podoben kot pri oljnih lubrikantih, eni s tem vseeno nimajo težav. Eni so pa pač bolj občutljivi in se jim morajo izogibati. Pač to mora vsak sam pri sebi presoditi, ali je to zanj dobra izbira ali ne. Če pa nisi zih, pa lahko enkrat probaš, pa pol zavedno veš. No, da povzamem, imamo lubrikante na vodni, silikonski in oljni osnovi. Vodni se najhitreje vpijejo in jih moraš zato večkrat namazati, ampak jih pa lahko uporabljaš z vsemi možnimi igračkami in tudi s kondomi, pa ne puščajo madežev. Silikonski in oljni dalj časa zdržijo in zato je ponovadi dosti, da jih samo enkrat namažeš. Je pa malo slabo, ker na tkaninah lahko pustijo sledi. Pa silikonskega ne smeš uporabljati s silikonskimi igračkami, oljnega pa ne smeš uporabljati s kondomi iz lateksa. In to je vse za danes. Hvala za pozornost. Če imaš pa kakršnokoli vprašanje, nam pa lahko vedno pišeš ali pa nas pokličeš. Smo tudi na Instagramu, Facebooku, YouTubeu in TikToku, tako da nam ne pozabi slediti tudi tam, da ne zamudiš vseh novosti in popustov. Vse omenjene izdelke, vse lubrikante in še veliko več pa lahko kupiš v naši spletni trgovini Svetožitka in v naših trgovinah v Ljubljani. Se vidimo, čau!